Dokler je muzika dobra, vse dobro. In to je dejansko pač point. Ne? Zato, ker če zapostavljaš ta del, se ne razvijaš in pol ne greš naprej. Gregor Strasberger. Je dosti muzike, zna biti, no tako da veš, me poslušaj, nisi dosti dober, tako kot jaz ne, pa jaz imam tu, pa tu, ti pa ne. Eno je tako osebnost naraste, eno je pač profesionalna, karierna, whatever. Ko ste šli skupaj, ste šli z namenom, da bi ratali tako, kot ste zdaj? Ja, ker upravljamo ta poklic, ki je zelo tako prepleten in čustveno in karakterno in vse skupaj nekako z roko v roki, ne, ta rast na obeh področjih, da sem pa čim bolj jaz, ne, da si dovoljen biti jaz, da v bistvu si pol iskren in tudi to, kar daješ ven iz sebe, predvsem skozi glasbo, je pol ta real shit. Autentičnost, ne? Autentičnost, ja. Karkoli narediš, imaš občutek, da to nisi ti, da delaš samo zato, da bi dobro izpadel. Ja. Ne? In pač kaj pričakujejo ljudje od nas, kaj bi mi mogli narediti. In je samo še music in sem še ta ekspresija, ki leti ven in to je pol tak energy. 4 črke, 4 ljudje, ko si pač cool sam sabo, pol ti ljudem daješ, ne pa da vzemaš, ne. Večina vas, ki to gledate, niste naročeni na naš kanal. Z ekipo nam bi ogromno pomenili, če to naredite. Tisti, ki že subskrbate, pa najlepša hvala. Brez vas ni tega podcasta. Če pa slučajno med vami kdo, ki bi rad finančno podprl, imamo pa tudi svoj YouTube membership program. Zdaj pa uživi v pogledu epizode. Ko? Ja, pa stopoma, ne. Ne vem, enkrat, veš, komad prodaš v reklamo, smo prodali za Telekom, recimo prijateljčke takrat. Ja. Po moje to prvih večjih stvari. Pa nekaj nikoli nismo hoteli neki to influencerstvo, nekaj zganjati, baš ono nekaj, veš. Da bi vi neke produkte promovirali. Ja, ampak tako v bistvu mi imamo Nord pa Crocs. To je to. Sam na Nordu ste prav, kje sem ga pil, star, na enem festivalu sem ga pil na Flowsu v Ugljenu. A res? Je bil vaš ta Nord. Oh. En okus je vaš. Ja, guava. Guava fresh. Dobar. Pisa dober je, stari, pa tako, ne, mislim, pol je cool, ko z nekom stopaš v nek džir, pa ti bem rata pol sprot rastne. Tako Nordi so zdaj čist huge rata, ne. Ja, hodo, ja. Mislim, se moraš iskati, sploh v Sloveniji moraš iskati nekaj zraven, ne. A bloh živel samo od muske? Pa bi, ja. Mislim, tak pač normalen life. Ne zdaj nekih blaznih preseškov v tej fazi, kjer smo mi, ne. Ker mi smo pač itak šterje, pa še menedžer, pa tako, da nekako dosti folk od tega živi, dejansko. Kdaj pa ste začeli od tega živeti? Kaj je bil milestone? Ta plata, ta druga, sprav tam 2-23, po mojem zdaj 2 let do 3 vsi živimo od tega. Hodo, bravo. Ja. Lepa. Ja. Tako za Slovenijo, sam Slovenijo, a ne? Mislim, a tudi kaj na Balkan greste, ali? Ja, malo po Hrvaškem zdaj tipamo, pa malo špilamo, pa po Srbiji smo igrali, ker se ni pizdarja zgodila. Mislim, zdaj se pač ne igra več neki, ne. Ampak mislim, čakamo še na ta nek breakthrough. Go, malo še kako malo Srbo-Hrvaščini, pa kaj tazga. Kjera pizdarja? Ja, tu, so pač štrajki pa vsega boga. Ker so pač tudi vsi klubi, veš, dolg cajt je bilo tako, da tako so mi govorili, da v bistvu kjerkoli klub ali pa restauracija je bila odprta, v bistvu so vedeli, da je tu od Vučića neki, ali pristaši, ali pa celo njegovo. Fak, stare. In pol v bistvu je bilo ful ene gverile, ki pa pač je tudi za nas malo težje, ker tako pač čez mejo, pa v glavnem malo bedna situacija. Slaba, ja. Tako, tudi Jokeri, recimo, ki so huge tam, so ful, pač niso nič igrali, basically. Pa bi lahko, ne, če bi bilo vse normalno, bi oni lahko skusi igrali tam. A ogromen trg je, ne? Je ogromen trg, je pa tudi pač tukaj, veš, pač manj casha v igri, pa v resnici tudi na koncu imaš ne 3-4 mesta zares, da lahko kaj na pametnega narediš, ne. Ja. Itak pa vsi balkanski bendi, ko me čakajo, da jim v Sloveniji kaj rata stari, ker je pač honorar še enkrat večji, profesionalno je stukati bolj, ne, in opreme in vsega boga, ne. Ti poštaš tehnični rider, za kva rabiš vse, to sem se menil s temi Butch Cassidy, zdaj so rekli, da to pri njih ne obstaja. Veš, ono, pač ti prideš nekam in tako je, pač. Se pa odloč, ne. Ja, sej, kako je bilo pa pri vas na začetku? A si ti, kdaj si ustanovila skupina Murphy? Tam 2012, 2013. Kaj pa spred tem delu?
predtem, mislim, jaz sem študent novinarstva, drugače diplomiran. Bravo. Pa prej sem pa imel že v srednji en band, v bistvu že osnovni, pa pol srednji enega, pa še enega vmes, pa 2012 nekje smo pa to začeli. Od kje ime? Kaj je bila neka glupa scena, stari, tam je Roko pa v telefon neki na tla in itak na šibco in tako, Murphy. Murphy Law. Murphy Law, iz prve tu kao, ampak pa smo itak neki filozofirali. 4 črke, 4 ljudje, tako. Sem bil smešno, če smo po Angliji igrali pa gor, neki so vsi mislili, da smo neki erci itak. Pa sem pa bil, da smo Podgorci. Novo mesto. Jo. Ja, hudo. Ja, in ko ste šli skupaj, ste šli z namenom, da bi ratali tako, kot ste zdaj? Ja, je bil tam. Istočna ideja je bila zelo tako resno postavljena in da tu pač ta band bo for real in pač valjda, da se zdaj bavamo ful, ampak tako želja je bila že od začetka potem, da smo pač properni. Kaj pa bi rekel, če zdaj tako nazaj pogledaš, da ste delali dobro, da ste danes uspešni? Kaj bi rekel? Ja, predvsem smo delali. Tako, če pomisliš, da smo se 2012 ustanovili, pa 2022 je bila pa ta plata s prijateljčki, ki je pa zares se začelo zares dogajati. Se pravi, smo rabili 10 let, basically. Pa pač karkoli gre kdorkoli delati, da rabiš 10 let, da ti uspeje, pač velika ena ustrajnosti, pa potrpežljivosti, pa predanosti, pa tako naprej. Konsistenca, ne? Ja. Ampak to je bilo pač vse prisotno skozi, zato ker itak smo bili še toliko mladi, da kaj dosti bolj pametnega nismo imeli za delati, ampak je bil pa skus, smo stremeli temu nekemu cilju, ki je zdaj dosežen, po mojem. Kaj pa je tako za naprej? A imate kaj? Ja, to je tudi dobro vprašanje, ki si ga tudi mi dosti postavljamo, ker je Slovenija zelo majhna scena in tudi ta nek to ciklanje, v bistvu vsak let praktično igraš ista mesta, iste place skoraj, nekih pač 20, 30, 40 špilov in se tu ful pač cikla in kako pač si vmes narediti zanimivo, da si še zmer motiviran, da delaš nove stvari, da narediš kaj pametnega, postaviš kak nov mejnik. Zdaj zato pravim, da smo tudi, mislim, gremo po regiji malo, predvsem Hrvaška, zdaj pa tudi še kje druge imamo špilo zun, ki pač valjda ne služimo kešati zdaj od tega, ampak pač probamo si narediti skozi zdaj nekaj zanimivo, pa da gremo v neko neznano. Zdaj, kar se tiče pa naše situacije v Sloveniji, pa ne vem, na neko plafon smo dosegli. Ja. Se 10 let ni mala, ne? Ja, v bistvu je, drug let bomo 40-letnico praznovali. Kaj 40 let? Ja, tako smo se odločili. Ker pač smo spustili 10 obletnic. Drug let bo 40-letnica. Hudo, kaj pripravljate, kaj velikega? Ja, mislim, zdaj smo delali ta Murphy praznik, nekako že zdaj drugič bil, pa nam je cool, da naredimo en proper špil, tako solo na let. Tako da definitivno drugo leto bo spet. Pa bomo videli, zdaj smo v bistvu tudi začeli snemati spet nov material. Smo plodni. Drug let gremo v studio na Irsko za 2 tedna. Hudo. Skozi nekaj dogaja. Zakaj Irska? Zaradi tega vajba, te muzike, ki je taka... Definitivno ker so pač neki, te Irci so meni tak the best, pa smo pa še v bistvu spoznali že par let nazaj enega Irca, ki je v Londonu producent, pa v bistvu recording inženir in je full legenda in riči, ki dela tudi zoring proper bandi in pol smo malo njega sprašvali, mislim, fora je, da vsakič, ki gremo zares v studio, hočemo iti nekam drugam, da je tako neka izkušnja malo. Da te v bistvu okolje te tukaj zaznamuje, da nimaš časa razmišljati o njih nekih glupih vzorcih, ki si ujet v njih, ne? In te okolje v bistvu stimulira. In sploh smo najdali en studio tam nekje v neki hosti, ne vem, tako da gremo tja. Hudo. Ja. Ko gledaš zdaj sebe čez to pota, ne? Dejansko, ko nekaj delaš, kar je tvojega, za čemer stojiš, se tudi nekako rastaš skozi to, ne sam. Kako bi rekel, da če sebe pogledaš skozi to pot v zadnjih 10 letih rečva, ne? Kaj bi rekel, da si tako, da so bila neka spoznanja, ali oseb, ali v lifeu nasploh tako? Meni se zdi, da se mi to skozi dogaja,
Mislim, ko se nekaj čakiramo vsak dan, mogoče imam preveč cajt ali nekaj. Ampak, ja ne vem, po moje je tako, eno je tako osebnostna rast, eno je pač profesionalna, karierna, whatever, ampak se mi zdi, da ker upravljamo ta poklic, ki je zelo tako prepleten in čustveno in karakterno in vse skupaj nekako dosti tako gre z roko v roki, ne, ta rast na obeh področjih. Tako da, ne vem, se mi zdi, da ena najpomembnejših stvari, ki sem jo nekako mogoče skozi čas, oziroma še vedno probam masterizirati, je, da sem pa čim bolj jaz, ne, da je tako, da si dovoljen biti jaz, da tako kot v posebnem, mislim, v privatnem življenju, kot skozi glasbo, ne, se mi zdi to ful pomembno, da si pustiš, da v bistvu si pol iskren in tudi to, kar daješ ven iz sebe, predvsem skozi glasbo, je pol ta real shit. Avtentičnost, ne? Avtentičnost, ja. In to se pozna, se mi zdi, in tudi čut pri ljudeh. Ker si ti v glasbi nasploh, veliko ljudi to dela, ne hiter, sploh, ker si na začetku verjetno stremiš, pa se primerjaš, no, ne ti ne to primerjaš, imaš nek vzor pri drugih, ne? Ja. Kako ohraniš avtentičnost, kako ti rad? Jaz mislim, da je takrat sploh nimaš, ne, mislim, nekateri jo imajo, ko vidim čas ali na globalni sceni ali pa na regionalni sceni, nekaj ljudi, ki se mi zdi, da so pač točno taki, kot so že iz prve. Ne, ker vidiš, da so taki neki naturčki, pa ko malo fuck the system, veš, pa tu meni zmer tako lepo zavedati. Jaz sigurno nisem bil tak, oziroma jaz sem zmer pač imel težave s tem, že pri samem pisanju komadu in pri izražanju, veš, kaj sem jaz, kje je moj glas, kje je moja barva, veš, ko sem hotel biti nekaj, kar nisem. Pa iti v neke sfere, mislim, se tle mi je pol ful velik žare, pak odprl enih vrat, pa pol sam to raziskujem naprej, ne? Ampak ta avtentičnost je v bistvu, tudi da si ti pač priznaš, kdo si, ne? Zdaj pač, jaz sem včas ful poslušal Radiohead in sem hotel v te neke višine pet, pa pač ne morem, ker imam jaz nižji glas, ne? In jaz sem se pač tu mogel rabil 100 let, da sem se sprijaznil s tem in da grem zdaj v nižine, ne pa v višine, recimo. To je ena stvar. Kaj ti je pa pomagal, da si iskal sebe? Mislim, se pravim, žare je veliko pripomogel k temu, ker smo pač milijon ur preživeli skupaj in se pogovarjali o takih stvareh. Pa hkrati pač tudi to, ne, da v bistvu se ne moreš vsak dan biti ful uspešen, ampak se mi zdi, da pač ja, če si ful želiš, pa če nekako poslušaš tudi pol sam sebe, pa vidiš, ok, zdaj tle sem naredil nekaj po svoje, zdaj, ali mi je to všeč, ali mi ni všeč, veš, ne moreš si tudi zaupati, ne vem. Malo eksperimentirati veliko, si upati, ta neko smer. Ja, verjetno je veliko tega imposterja, ne, tega vsiljivca, karkoli narediš, imaš občutek, da to nisi ti, da delaš samo zato, da bi dobro izpadel. Ja. No, se to je tudi en problem, ki ga imamo mogoče jaz osebno tudi v Sloveniji, zato ker sem že, ali pa mi, ki smo malo obremenjeni že s tem, kar smo. Ja, že to, ne. In pač kaj pričakujejo ljudje od nas, kaj bi mi mogli narediti, pa kaj, ne. In zato je fajn, vedno, ko gremo na Ersko, ali zdaj, ko gremo kamorkoli ven, ki te noben ne pozna, pa tudi drugačna klima in se kar naenkrat nehaš obremenjevati s temi stvarmi. In je samo še music in sem še ta ekspresija, ki leti ven in to je pol tak energy, ki ga tle veliko težji pridemo do tega. A se je to začelo z tem, ker ste ratali popularni? Ali? Ja, mislim, mogoče, da je ta zadnja plata bila mogoče iz tega vidika najtežja, ker je bila vnaprejšnja tako uspešna in potem po takem, veš, to je zmer, mislim, verjetno vsakega, ki boš vprašal, je težko pol narediti naslednjo plato, pa še Len, še basist je šel ven iz benda takrat. Tako da, ampak se mi zdi, da nam je ful dobro ratalo, ker smo pa spet 1000 drugih stvari pogruntali. In eno od teh zdaj vodil, ki je bila v tem obdobju, bilo to, da se pač dajmo imeti sem dober in da je to v bistvu bil pač point. In tudi, ker smo delali muziko ali karkoli, no, če se nismo imeli dobro, smo bili tako, ki nimamo se dobro, kaj narobe, nehimo. Razumeš, ni bilo neko kopanje. Se mi zdi tudi ena od stvari, ki sem se jih naučil mogoče o tem, da vem, kdaj odnehati rinti v neko idejo, razumeš, ali pa reči, dajmo iz druge perspektive
tako naprej. Ja, kombinacija, mislim, da opaziš ta del sebe, je ego, a ne, ki te proba skozi nategvati, več moraš, boljši moraš biti, a ne, vsak dan boljši, itd., ne. Da si sposoben tudi malo bolj intuitivno iti čez to, a ne. Ja, zato, ker je v bistvu pol nek krč, se mi zdi, da dobiš zdaj, ali si v nekem kreativnem, ali si v kreativi, ali si v čemarkoli, pač, ko si enkrat zakrčen, pol enostavno ni več nekega prostega pretoka, ne, sploh pri muziki, pač ti moraš biti pač tam ko neka fucking rožica, razumeš, sem pač vetrocvetka. Ja, se to, mislim, jaz včasih, ko gledam te večje zvezde, a ne, pa mislim večje zvezde, pop, bova bolj vzela pop, ker so to milijoni, vse mi zdi tako nekak stagean, tako vedno je zelo predvidljivo, kakšni komadi bojo vam prišli, sploh če Ameriko gledaš, Taylor Swift, te scene, a ne. Ker se greš pa ti nek art delati iz srca, dati sebe ven v muziko, a ne, pa da ti rata, je pa še čez moje oči toliko več respekta, ker je avtentičnost je in se mi zdi, da se vedno najdejo eni ljudje, ki jim bo točno to ustrezalo, ne. Ja. A veš, in verjetno tudi zato delate ta praznik, a ne, ker to je namenjeno fanom. Ja, itak, Se basically na koncu vse namenjeno ljudem, ne, mislim, nikoli nismo hoteli neki biti tako. V enem obdobju, ko smo začeli, je bilo mogoče malo ta klima v Sloveniji bolj tako, moraš biti alter, pa moraš tako biti pač edgy, pa rajš narediti nekaj, kar ni poslušljivo, kakor da je poslušljivo, ne. In mi smo pač šli čez to, ker mi smo bili tako da hočemo delati muziko za ljudi, pač glasba, razumeš, ne vem, radujmo se. Ampak, kar se pa tiče tega popa pa industriji, je pa res pač, mislim, to je tak velik scale vsega, da jaz si tega sploh ne morem predstavljati, ne, tudi tako, koliko enih ljudi je odvisnih pol od teh artistov, koliko enih stvari, koliko je enega denarja tle okoli. Mislim, pa se mi zdi, da se ta neka sprav sistematizacija vsega tega je že zaradi tega nujna, zato da pač lahko sploh to obstoji, ne. Zato da lahko 100 ljudi od Taylor Swift pač vedno živi, zato da lahko pač se obračajo te pare, zato da je label lahko, ne vem, mislim, veš taki neki, ne, zdaj, če je to res neka informacija, Coldplay kao v nekem obdobju so jim je rekel pač label, da če ne bo pač dobra plata, da bojo mogli 50 folka odpustiti, recimo, ne. In pol pač ti moraš pa delati muziko, pa tako greš v studio, pa pač imaš to v glavo. Ne. A se veliko pogovarjate tako z ekipo? Verjetno ja, mislim. Ja, preveč. Ste frendi, ne? Ja, preveč. Skus neke sestanke, človek. Sem za fuck, dajmo lahko malo špilati pismo. Kaj pa je namen sestanka? Ja, veš kaj, ful je, mislim, pač smo mi 4, ne, pa naš menedžer Žiga in to je pač ta kor, ne, in skus je nekaj, ne, pa skus imamo mi, pač, vse veš, tudi freelancer, ne, pač, tu bo se zgodilo, ko boš sam inicijeral, ne, pač ne bo nič prišlo samo od sebe, ne, pač, in je skus treba mlet, pa skus je treba, ne, videti, kaj lahko še, kaj, dajmo se kaj pozajbava, dajmo biti kaj resni, dajmo projekt, tretji projekt, vse veš, ne. Tako da iz tega je veliko enih, da mislim, se treba skozi pogovarjati. Ja, jaz čez svoje oči gledam, par meni doskrat opazim neke vale, tako na vdiha, ka imam tako občutek, premaknem lahko gore, karkoli, a ne. In si takrat včasih zadam tako malo preveč projektov, pa prije ta val za tem, ka pa tako pač pridem do nekega low energyja in sem tako fuck off, stari, zakaj jaz to sploh delam, kva sploh delam, stari. Veš, tako pa te še kdo vpraša, kaj pa delaš, ti pa si tako pač ne vem, kva delam točno, še sam ne, stari, nehajte me obremenjevati. A pride pri vas tudi do tega, do nihanja? Ja, itak, valjda se, čist normalno, ne. Ampak so obdobja, pač se v enem obdobju si ful ploden, pa v enem obdobju pač si malo zgonjen, pa pač moraš malo počivati, pa se pač, meni se zdi, da ni bad, razumeš, tudi tako, mogoče glih iz tega, ko smo se že prej pogovarjali, ta ego, pa tudi, da moraš biti skus boljši, pač ne rabeš biti, razumeš. Pač en dan si, en dan pa nisi, ne, in tudi tu si moraš znati priznati. A je to neka taka, te drugače vprašal, kaj je nekak tvoja filozofija, kaj pomeni dober life? Kaj zate dober life? Kaj zame dober life? Ja, da se zbudiš v svoj dan, ki ga imaš danes na razpolago, in da si dovoliš ga pač živeti, kako ga pač tisti dan moraš živeti. Meni se zdi tako, vsak dan je pač lahko cool. Pa tudi, če ni cool, je pa pač mogo biti ne cool.
Ja. Dejansko si dobil tisto, kar si rabo, da si už nekaj naučil. Vsake stvari se lahko nekaj naučiš. Ja, se to je. Pa tudi tako, mislim, ne vem, jaz se mi zdi kar overachiever, tako pač imam ta neko. In si pač zelo malokrat dovolim tudi reči samo sebi, da je dobro si in dobri smo pismo. Ja, se to te po eni strani, kakorkoli je žalostno, dela uspešnega. Ja, exactly, tako da je dvorezen meč. A kaj delaš za to, da ga balansiraš? Tako, kaj je behind the scenes varianta zase, prav zase? Tako kot ti hodim v gym, ne? Bravo. Veš ga, Excel gym shout out. Pa ja, mislim, se mi zdi, da imam veliko ljudi tudi v lifeu, ki sem mi ful všeč, pa ki se imamo radi, pa tako da se dosti družim z ljudmi. Igram igrice, gledam serije, filme. Tako. Da mal ta ambiciozen del uravnovesiš. Ja, mislim, sej, tudi se mi vedno zdi na koncu, čim grem, pa tako se, zdaj se mi zdi, da se ful hitro že zavedam, kdaj gremo ta cikl tega. Veš, ker sem kar, in tudi lahko traja en teden, pa 2 tedna, da se pol zavem, da je chill out. In pol sem tako chill out in pol se kar stvari nekako, tako. Jaz sem enkrat slišal eno frazo, ali kva je rekel, ne vem, kdo točno je to rekel, ampak je rekel, da je si svoje potential regrete, torej potencialna obžalovanja, da si jih je zapisal in si jih je dal na hladilnik in da eden izmed njih je bil, da ne želi postati ujetnik svojega uspeha, lastnega uspeha. Ne? Kar to pomeni, da rataš dejansko nekaj, kar samo upravičuje pričakovanje ljudi, ki te spremljajo oziroma ki ti dajo slavo ali pa uspeha. Ne? In da si ne želi tega, da bi izgubil notranji mir ali pa karkoli in bi ratal v bistvu samo nekdo, ki dela samo zato, da zadovolji zdaj to vso publiko. Ne? A si kdaj na ta način razmišljam veliko o tej stvari. Ja. Tudi za ta zadnje čase razmišljam o tem, koliko je fucking dolgo življenje. Bravo. Tako, pač, res je, ne. Jaz sem 32 let in imam prav te misli tako že 3 mesece. Ne. In zdaj se mi zdi, da moram te misli upeljati v to smer, da sem tako pač chill out, pač življenje je ful dolgo, pač dajmo se imeti dobro, dajmo ga, Ja, en lep čar je, ki zuma avtaš. Jaz dosti z ljudmi delam in vidim, da je to ful velikrat. Ker si ti noter v svojem delu, pa si res uspešen v svojem delu, pač ful osko gledaš. In vse, kar se zgodi, potem ti pogojuješ svojo lastno vrednost. Ja. Če pa malo ven pogledaš, pa rečeš, leko imam še fucking časa, stari. Ja, točno to. Ja, zakaj jaz zdaj sebe primerjam, ker sem na začetku, sploh pri folku, ker recimo začenja personal brand ali pa veš, kakšni trenerji, kakorkola, ne. Oni se avtomatsko za inspiracijo gledajo ljudi, ki to delajo že 10 plus leta. Ne? In je vedno skozi krča, zakaj jaz še nisem kle, pač le kako on to dobro dela, zakaj jaz ne znam. Ne? Sploh ni fora o tem, da ne znaš, sam fora o tem, da nisi dosti dolg časa tega dela. Ne? Verjetno, ja. Verjetno pa tudi vsak, ki pač nekaj dela, pa je predan, mislim, se skozi napreduješ. Yep. Sem si pač letvico hkrati postavljaš gor in se ti zdi, kot da nisi nič naredil. Ja. Čeprav v resnici, če si primerjaš ti sebe ali pa jaz sebe za 5 let nazaj, je to, ne, veš, ampak meni so recimo všeč ljudje, ki jih vidim neki starej, mogoče bolj na nekem muzičkem ali pa, ne vem, igralskem smislu, whatever, ki jih vidiš, ki so tako stari, zdaj 60-70 let, pa vir, da so še zmer Jacki, pa da vir, da, veš, da so fucking mogoče v nekem unem obdobju, ki bi nekdo pač eksplodiral tam, ko nek, veš, supernova, ki smo pač itak milijon teh primerov nekih zvezdnikov ali pa glasbenikov, ki so šli v kurac, ne. So se mogoče takrat malo potuhnili ali pa malo odnehali ali pa malo začeli zavedati in pa so si podaljšali ta svoj coolness. Ja. In tak, ne vem, od David Bowieja do, ne vem, fucking Gary Oldmana, kaj zvem, to so meni ful inspiracija, taki ljudje. In se mi zdi, da so vsi ti najdel vmes na poti, verjetno so šli tak čez marsikaj, ampak nekje so najdel ta chill tega, da pač je life je dolg. Pač ne rabim zdaj vsega imeti ali pa vsega narediti. In pol se mi zdi, da ko priješ v neko tako stanje duha, si lahko ful lepše stvari in daš in pridejo k tebi. A namensko določaš
tako skozi leto, recimo, kdaj si boš vzel na off? Ali čist spontano pride? Malo pride spontano, ampak pri nas je tudi tako malo sezonsko, v smislu, da recimo januarja pač ni nič, ni špilov, ni tega sranja. Tako da januar nekako imamo vedno več ali manj kočil, pa polet, tako ker se le da, si zmerno vzamemo kak mesec, recimo. Hdo je. Ja. In kako v tistem času, kako v tistem času tvoj live zgleda? Na moru. Morje. Na morju. Borovčki, škržati. Ja, na morju sem. Na morju sem in sam, letos sem bil recimo sam, tako en mesec. Bravo. Pa sem spoznal tam neke domorodce, smo se tam imeli fajn. Tako. Sam, ki si sam, kaj ti to obdobje da? Ja, kalmo, mislim, glih iz tega, vedno, ko je vse vre, pač, pa se ful preveč dogaja, pa dokler tu delaš, že nekako si v adrenalinu, pa pač, ok, dajmo še tu, pa pa pač ono, ki pa se konča, pa padeš dol, si pa kar v luknji, ne. Ampak ko grem pa v to fazo, ko sem pač se tudi spet naučil, da je tu pomembno zame, in pol grem in tako, pač čez ene par dni sem začnem tako chill, biti čist chill in pa sem pač uživam v temu, da ne rabim pač tudi nič sploh. A ti sklevan tudi pridejo kakšne ideje za nove komade? Ja, itak, ja. Kle verjetno se naredi, ne? Tle je najlepš biti, zato ker si je pač prosta pač ta pot kreativna, ne? In ko si pač cool sam sabo v tem momentu, se mi zdi, da za glasbo je to res ful pomembno, zato ker v resnici pol ti ljudem daješ, ne pa da vzemaš, ne, se mi zdi, da dosti muzike. Wow. Veš, kar bi rekel, jaz sem tudi to sigurno počel skozi svoje komade, ali z nekega dokazovanja, ali z nekega patosa tazga, ampak veš, moraš odpirati, po mojem mnenju, ne, muzika, ki odpira, je veliko več dobrega naredi lahko, ne. Kaj s tem misliš? Kako bi mi to pojasnil, da... Ja, recimo tako čist basic, v smislu, da ko nekdo posluša nek tvoj komad, pač mu misli zašiftajo v neko pozitivo, v neki urešitve mogoče, ali pa v neki, veš, ko se mu pač zašifta. Vse je okej v bistvu. Lahko je, ali pa lahko tudi ni vse okej, itak da ni, ampak pač lahko gremo tle. Tako se mi zdi, da je dosti muzike, zna biti, tako da je, veš, glej me, posluš me, nisi dosti dober, tako ko jaz, ne, ali pa nekaj, veš, jaz imam tu, pa ti pa ne, veš, malo karikiram se ne obremenjujem s tem. Ne, si dobro opisal mainstreama, ne. Mislim, ja, drugače se ne obremenjujem tukaj s tem, ampak tako sem zaradi sebe check out myself, pa mi je tako, se mi zdi, tudi tu, skozi celo to obdobje sem tudi te neke stvari, pač, kaj je bilo, ok, zdaj sem cel live pisal vse, pa kako sem, bogi, pa žalosten, pa kar neki, ne. In pol, v bistvu, sem sam sebe nekako prisilil to, da sem šel bolj, pa še zmer so lahko težke teme, sem da odpirajo. Kako težko temo, recimo, skozi muziko daš ljudem na način, da jim dejansko koristi se s to tematiko soočati, vsak na svoj način? Zanimivo vprašanje. Jaz ne vem točnega odgovora, ampak mogoče ena od stvari je ta, da se ti pač res slečeš, da si iskren, da jim daš pač celega sebe, da je v bistvu, on je bil tle in jaz sem tudi mogoče tle in ne vem, nekaj sem pogruntil, nekaj, veš, ali pa mogoče na ta način, dobro vprašanje. Vse, ki jih pišeš, verjetno, ne vem, kako izgleda proces, kako pride, pa lahko en komad vzameš za primer, recimo, kako je prišel do dejansko tega, da je šel v svet? Različni so procesi, v osnovi so dva osnovna pri nas, en je iz džemanja, ne, mi ki pač ful veliko džemamo skupaj in tu se pač dogaja. In to lahko traja 7 ur na dan. Čist free flow. Čist free flow z jamming. Pač jaz vmes tam nekaj alderem ali pričam gluposti kar neki in mi vse to snemamo skusne. In pol se to posname in pol se drug dan posluša, ale tle je nekaj dobrega, vidimo, če lahko iz tle naredimo komad. Wow. Tako da iz tega je ful enih komadov nastalo.
Se pravi, v bistvu dejansko omogočate, da pride ven neka iskrenost skozi pač to, kar pač pride, in pol v bistvu taktično oziroma nekako pogledate, kaj se je zgodilo in rečete, gremo v to smer. Ja, in ker je fajn, je tudi, da v bistvu, ker ko v džemu nekaj dobro zveni, pol pomeni, da v bistvu vsak igra tisto, kar mora. Se pravi, ni, veš, pogreš aranžirati komad na čist drug način. Ker je tako, vsi se že v redu počutimo v tem komadu in gremo tle naprej, vidimo, ko lahko še kaj zabluzimo. Tako da ta proces je ful enih komadov nastalo, tudi prijatočki med drugim so tako nastali. Eni komadi nastanejo, pa ki jih jaz pač naredim sam. Čist kaj. Dolg cajt. Kaj, prvo spišeš ali? Kukar je, ampak zdaj imam klaver tam v placu, imam kitaro, imam garage band, čist nek primitivn shit delam, neke demote, ki pač, pa kukar je, včas iz klaverja, pa zmer malo to drgač, pa vidim, ta komad predstavim, boj sem, pa so tako, to je meni cool, gremo ga probat. Probamo, v redu, ni v redu, ne vem. To je ta druga pot. A ste pri prijatočkih takoj vedeli, da je to? Ja, sicer je šel čez par procesov, se pravi, ta muzički del Kitica, pa tu je prišlo iz džema in pol smo tu posneli in pol sem jaz tu imel doma na pač kompu in sem jaz to linijo čez nekako naredil, ki je pač čist čudna v bistvu resnic ta linija, ne. Čist narobe, pa smo imeli nek refren, ki je bil kompliciran malo, in pol je žare v studiu, bil tako, da je ta refren je too much, ne, in tako je že dosti besed, da imamo ga osvoboditi, ne, in pol je bilo tako, da je tle eno temico narediti, ne. In pol smo jaz pa rok šla na Sintek in smo pač to naredili, to temico, ne. Ja, in pol je bil pa še ta čem, pa nisem imel teksta, še 100 let sem imel neke glupe tekste čist. Pa se je pa pač ta tekst nekako zgodil in pol, ko se je tu vse sestalo, smo bili sem tako, to pa je enak, ja. Kako se pa teksta lotaš? Ja, to je pa tudi svoj vrstno. Kaj Eminem na busu, kao. Ja, ne. Ne listke me jih. Drugač, ja. Dost podobno. Več ali manj skozi neki gruntam sam sabo, tako malo tako mila šizofrenija. Ampak je, kukar kdaj, včas pride, ampak se mi zdi najbolj vedno je ono, kukar da bi rekel, to je ena stvar, ki sem jo tudi pogruntal v zadnjem cajtu, je, da spet to, kje je moja barva, kje sem jaz doma in v bistvu, ko grem tudi sam sabo igrati, si najprej v bistvu postavim barvo, pa Lego in pol iz tam grem nekaj kar pričat in pol se včas se kar zgodi in v bistvu rabiš sem eno idejco, sem en hook ali pa neki, gremo iz tle, kar neki. Ja, ne, mislim, probam razumeti proces, ki ga še ti po moje ne razumeš. Ne. Tok narava. Jaz mislim, da je tako milijon različnih načinov, kako prideš do nečesa in dostikrat je tako, da imamo neki, zdaj pa gremo probati to, tu ne dela, tu in pol se kar hudo, tlala je bilo nekaj dobrega zdaj in pol tu inspirira spet nov shit in to se sestavlja. Z Metrom ste imeli tudi komata, ne? Ja, hitak. Metro so moj najljubši band. Oni so iz Kamnika isto, jaz isto. Aha, okej. In tudi temu komadu vse kvaj je tun je del že. A se spomniš, ko so ropali banko na duplici? Ampak jaz sem z duplice, in se spomnim tega. In če pač meni prtuni najbolj, ker to govori v komadi, ki je folk tako, hva ta govori, stari, sem jaz tako. A veš, jaz to ženi pokažem, ili ona prosim ugase, ne? Jaz sem pa tako, ne, poslušaj, pač to se je res zgodilo, ne? Pa Rafko, pa te fore, to je, veš, to je otroštvo, mislim, niso spet toliko starejši od mene, da ne bi živel v tej isti sceni Kamenka. Ja. Mislim, vesel za njih, da so pač šli, da so res, da jim je ratali biti artista. Oni so pa res postavili mejnike, se mi zdi, in svaka čast in tunjanj med, mislim, in dače in lilčke. Fucking cari. Ja, kako ste se odločili za kolab? Ne vem točno kako. Takrat so bili oni štekani, ki smo bili oboje povabljeni od Ali1 in pol vem, da smo mi delali že nek komad skupaj za tisti dogodek in pol je bilo nekaj, Dača je imel že ta tekst narejen, in pol je on letel s tem tekstom in pa sem mislim, da bo v eni uri naredil pač vse. Tako veš, ki je bil pač momentum. Pismo res se lepo preplete, a ne? Ja, če gledaš, pa ok, se je
mal podoben, ne vem, kako bi rekel, poseben, na nek unikaten način, ne? Pa nisem jaz noben ekspert, da zdaj govoril, ampak dva različna stila sta se dejansko prepletla v enem dobrem komadu. Ja. A se vam je to še kdaj zgodilo? Tako da ste res imeli nek dober koleb? Ja, z Lajbahi smo imeli dober koleb, Valjda, ja. pa pol v bistvu smo še z Masajo na tej plati naredili komand, ker še čakamo, da bomo naredili kak spot ali pa kaj. Ampak ja, mislim, ful pač nam pa še dela tudi vsake tuk cajta s kom drugim, tudi čisto malo za inspiracijo, pa da malo se prevetrijo zadeve. Bomo videli, s kom bomo naslednjo, v bistvu me to še bolj zanima. Imamo 2 artista nagledana. A lahko ne, se štekam, respekt. Kaj sem te hotel vprašati? Vprašati sem te hotel, a pridejo kakšni mladi artisti do tebe, do vas, pa sprašujejo verjetno, kaj so ponavadi vprašanja, s katerimi pridejo? Doskrat pride tako, pa nam slajdne odijem se, pa napišejo, naredili smo komad, kaj si mislite? To je doskrat. Pa imam pa v bistvu pač eni sprašujejo, kaj moram narediti, jaz hočem, da mi rata, pa sem pač tako, da domov igrati rajš, ne me to sprašujete. Pa je pa predvsem, kar je največ komunikacije, pa v bistvu s temi ljudmi, ki smo skupaj na sceni, ne, se pravi z bandi, ki so obstajamo, ki so že tudi established in starejši in naš val, ki smo pa skus v bistvu v neki vezi, pa skus se pač vidimo na špilih ali pa tako, kje. In tle je v bistvu veliko enega dialoga, ki se ti v bistvu dogajajo podobne stvari, ne, ki jih zelo redko kdo lahko še razume. Ne. In tle sem jaz veliko enih pogovorov z vsemi, basically, ne. Tako da to je zmer fajn, ker se res pač težko razume kdorkoli drug. Ja, se to, ja. A tudi ti, oziroma vi iščete na podobne načine neko inspiracijo z drugimi, mislim, kako ta proces gleda, kako ste vi lahko mogoče boljši, se nočem te besede uporabljati, ampak. Misliš kao kot so bendaši? Ja. Ja, meni je to dobro, da nismo edini, ne. Ja. Tudi misliš v tem kontekstu, da pač malo pobereš kaj od enega pa od drugega. Ti imaš kle zelo hitro to percepcijo konkurenca, ne? Vsi so konkurenca, vsi se borimo za neko pozornost. Ja. Ampak greš preko tega, to se zgodi takrat, ko je avtentičnost v igri, a ne? Ja, mislim, absolutno je za vse nas dobro, da obstajamo. Zato, ker pač, če bojo kokosi, če bojo džokerji obstajali, če bojo koalci, to sem pač dobro za cel trg, zato ker nekdo, ki bo poslušal kokose, Obitko, je to slovenski band, pa mi je cool, pa še kak slovenski band, ki mi je cool, ne, pač se nobeni tako, zdaj pa samo te bom poslušal in drugi so vsi shit, ne. Pač se mi zdi, da je, in tu verjetno vsi štekamo in smo vsi cool. Ja. Če business-wise pogledava, kako, gledal sem dokumentarc serijo o Spotifyju, ne, recimo, ne, pa vem, da ste vi tudi na Spotifyju, pa kar veliko playov je gora, ne. Ja. A je to nek stream, ka vam dejansko lahko nekaj prinese zraven, ali je to bolj tako Discovery? To je ful malo cache. Ja. Pač pa tudi, mislim, cifre so še zmer premehne, da bi karkoli lahko od tega zares. Pa tudi globalno je skuso pizdarije s tem Spotifyjem in jaz v bistvu sploh nočem niti vedeti, ko je fora zares, ka itak nimaš kaj narediti. Lahko si samo pač iz protesta greš dol. Sem pa si pač ne poslušan. Pismo, ja, še zmeri to, kaj enega Discoveryja gor dobiš, to veliko novih ljudi te spozna, pa posluša. Se ni vse v kešu, stari. Ni. Ampak nažalost je pač tak kar brutalen monopol, ne, ki ga imajo v bistvu, pač pa mi smo tle nič, ne. Tudi globalno imajo pač, se veš, dost artistov se bori proti Spotifyju, založbe, vsega boga. Pač to so zdaj najjači player, basically, na trgu, ne. In problem je v tem, zato, ker pač artist zadnje 15-20 let ne more zaraditi iz prodaje, recimo CD-jev, plat. Ja. Verjetno več zaradijo prodajo majic, ko pa s CD-jem. 100%. In je pač ta income je zajeban in zato tudi vsi artisti so skus on tour, zato ker pač morajo biti skus prisotni, pa tudi pač tudi dejansko na turu se ne zasluži spet tuk full casha, ne, in pač potencialno je taka gužva na trgu in so skus špili in pač folk ima vedno manj casha, zato
in pol so pa še brutalne cene in pol imaš ti konkurence insane in pa si lahko prvoš nekdo 1-2 špila na let zares. In pol imaš recimo že v primerjavi s Slovenijo, imaš tle nas, ker imamo karto 20-30 evrov in je pol pač zajebano dati, zato ker pač boš dal pa za Adele 350 evrov karto v Minhnu. In je pač tako taka zanimiva situacija, no. Zajebana za manjša artiste in za večje. Se to, ne, se to. Kaj pol main revenue streams so še zmeri špili v živo? Ja, pa merch je pač tudi v redu. Merch. Pač nekaj se proda. Pa seveda pač dobivamo tudi od avtorskih pravic. To je pa pač tudi cool. Kaj pa to, kar smo se že prej dotaknili, ta scena, ker rataš mogoče malo bolj uspešen v tem, kar delaš, sploh predvsem to pomeni, da dobiš veliko pozornosti. Ja. Pridejo te potencialni veliki sponzori. Kakšen je klep proces odločanja, s kom boste sodelovali, pa s kom ne? Ja, mi smo tako malo pač smo taki samosvoji, pa malo čudaški, ne, tako da tudi v bistvu ljudje, ki nas hočejo, ne pričakujejo od nas, da bomo prišli v kravati, ne. Ja. Tako da na srečo tudi nismo rabili veliko nekih ponudb zavrniti, zato ker pač ni bilo všeč, ne. Tako da nekako se mi zdi, da večina ljudi, ki do nas pride, ve, kva smo in ve pač približno, ne, kaj lahko od nas dobi. Ampak trenutno pač delamo z Nord, Hard Seltzerjem, pa z Croxy in to je to, basically, kar mi je pač Croxy, obutev Croxy. Ja. Hudo. Ja. Na kakšen način ste šli v kolab? Ja, pač v bistvu to je že napovedal tudi Žare, ker sem ga že 6. omenil, da je rekel, vas morajo Croxy sponzorirati in tako čez pol leta sem nas kontaktiral, če bi kaj ponosil njihovih izdelkov starim. Je hudo, zakaj ste rekli ja? Zato, ker so nam cool, ker pač paše na naš stil. Pa pač dejansko mi zdaj ful nosimo te Croxe tudi. A si so udobni, Ja, ne moraš reči, da niso. Itak, da so, ne. Pa Nord je petek pač najjači drink, imamo zdaj še svoj Murphy drink, okus, ker smo se 4-krat mogli dobiti, da smo ga stestirali, ne. Tako da to je to, basically, no, kaj pa vem, jaz se ne ukvarjam kaj dosti s tem, z Eastsidom. Bolj ne z artom, z musko. Pa z logistiko, pa s fucking social media, pizda. Kaj pa ta del? No, vse to, če lahko malo porentamo, ne. Kaj pa ta del? Ja, to je pa tudi dosedno, ne. Se pač lahko je full efficient, ampak je pa hkrati pač dosedno, ne, in tudi cel ta koncept tega, ne. Tako pač po eni strani tak lahko sam full več narediš, po drugi strani pa pač moraš sam full več narediti. Ja, če hočeš, da res ti greš skozi to v svet, ja, definitivno. In je tako, ne, prej je bilo vse full kurirano, ne, bili so in kritiki in uredniki in ne, tudi v Sloveniji si ti pač 20 let nazaj so te zavrteli na videospotnicah, pa si basically cela država videla tvoj spot. Ja. Cool, pač easy, ne, pač prodal si lahko 10-15 tavžen CD-ev, pa si pač špili so bili dobro plačani, ne. Ampak ja, si pa mogel pač prijeti not, ne. Zdaj pa pač ne rabiš tuk prijeti not, lahko ful več sam narediš, ne, ampak je pa tudi tuk več informacij in tuk manjši fokus in tuk je pač preveč vsega. In se basically ti konstantno v bazenu z vsemi. Ja. Zakaj pa bi rekel, da primarno delate social media? Ja, mi smo v bistvu, tu si upam trditi, da smo nekako začeli furati ta Instagram story koncept, oziroma ne, karkoli že, kot band in vse to zajbance smo mi začeli v bistvu tako, ker smo pač bili v placu, pa smo se zabavali in smo hkrati se snemali, pa delali pizdarije, ne. In to nam je bilo pač smešno in pa je bilo tudi folku smešno in smo bili tako, lej, to folk, pa kar followerje dobiš, pa hudo, ne, pač dajmo se zabavati, ne. Pa to raslo in pa vmes itak je ful enih sprememb se skozi dogaja, tudi koncept vsega tega, pa TikTok je vleto še vmes, pa bolje že malo več ne sledim, pa niti nočem, pa pol pač neke druge ljudi še probamo ufurati, ampak to je pol itak zmer zajebano, če imaš ti tako nek močen stil, da kdorkoli namesto tebe dela. Ja. Veš, in pol moraš skozi nekak, pač ja, mi smo tu razvili
ta svoj stil social media in zdaj smo pač v bistvu ujetniki sami svojega social media. Ne. A ne razmišljaš pa o tem, recimo, da bi eno osebo najdel, ki bi... Jaz sem razmišljal že ful in sem tudi probal, ampak pač ful je težko, pač ne gre, zato ker ti moraš biti pač skozi prisoten. Ne. In zdaj bo ta oseba z nami, zdaj skozi bila na vajah, ne vem kva. Znaš, ne, se kdaj že gre na kak špil, kdo pa kaj posname, ne, je kar zajebano, ne, zdaj pa pač, če se greš res investirano v to, pa si evo ga haramo, ne, ali si pa pač jebe se mi za social media, narediš en post na leto. Ampak ja, se pravi, mi smo si pač sami sebe malo zaslužili s tem, ker smo mi zdi bili tukaj dobri. Samo eno dobro ekstenzijo jaz zdaj vidim iz tega, za nekoga, ki dejansko dela nekaj, pa se mu veliko dogaja, to so te vlogi, ne, torej, da greš ti na YouTube platformo zdaj, dati malo daljši format tega, kaj behind the scenes se dogaja. Ne. Ja, ti smo tudi probamo malo delati in tudi se mi zdi, da sem podobno stvari poštekal mogoče v tem kontekstu že, pa ne samo od social media, ampak tudi mogoče izdal, kaj si mislim, ampak tudi recimo koncept videospotov in vsega tega, ne. Jaz se mi zdi, da je dosti mrtev medij, oziroma mrtev koncept, bom rekel spet, kaj je glupa beseda. Ampak se mi zdi, da je tako focus span se je pač tako razdelil, ne. Se pravi, ljudi, konzumeri imajo fokus ali 5 do 15 sekund, ali pa tistega pa prevzame, bi pa sem pač unlimited. Tako kot recimo serija, ne, pač pač gledaš ali TikTok sketch, ali gledaš pa serije, ki pa hočeš 500 sezon, razumeš, ne. In se mi zdi, da tako mogoče v konceptu nekega artista je tudi tu, ne, da mi snipete ali pa da mi fucking celo večerca, razumeš. Mogoče, ne vem. Ja, mislim, jaz skozi oči podcasta lahko vidim, ne, veš, je zelo dobra kombinacija, ker dejansko jaz s tem long formatom, ne, kakle se ljudje odločijo dejansko, da gledajo, kar je mene presenetilo, ne, je nek ta prav čas zdajle za nekaj tasga ven dajati, kar mi pa omogoča to je pa, da jaz iz tega naredim lahko veliko enih kratkih izsekov in jih plasiram na social media, ker tam je pa native, da ti gledaš kratek čas. In imaš nek funnel, da ti ljudi usmerjaš in dobivaš pozornost. In to je crazy. Ti dobiš pač na mesec milijon ogledov na Instagramu. Milijon ogledov, stari. Milijon ljudi klele. A veš, in je crazy, ne. Sam je to spet, da na dolgi rok delaš, jaz verjamem, da tega ne bi mogel delati, če ne bi poštudirali, da se to dogaja relativno avtomatizirano že, ne. Ko zdaj grem še na nek nasleden scale, ki bo v bistvu, da bo AI dejansko schedulal te videe, ki bojo nastali znotraj podcasta, jih bo pokatal, ne, imam že tool. In jih bo pokatal in jih bo samo objavljal na social media. To je, tukaj se gre za pure attention. Attention host. AI bo pač prebral, oziroma bo vedel, kjer del je najbolj za vse to. A veš, najboljša stvar tega je, da se on konstantno uči, ne. Na feedback on reagira veliko boljš, kot kjerkoli človeka, ne. Ker nima neke čustvene upetosti ničesar in ti bo dejansko znal na podlagi metrik, kle pač kakorkoli bo obrnila no love in this game. To je pač, kar se tiče pozornosti danes, imaš na voljo to, kar imaš, da je gor, pa se bojo pa ljudje sami odločali, mi je všeč ali ne, a je res. Ti moraš pa pol pač svoj fokus, lih zaradi tega, toliko avtomatizacije na tem delu funnela, svoj fokus prenesti v ta core, kaj je pa v bistvu, da ti poskrbiš za to, da je daljša vsebina dobra, ne. To je zdaj iz tega vidika. Če si ti artist, pa delaš muziko, je koncept verjetno malo drugačen, ampak še zmeraj rabiš te 3 iste faze funnela počekati, ne. Prvo je, da te bojo novi ljudje najdel, drugo je, da te bojo ljudje, ki te poznajo, vedeli, zakaj te poznajo, pa zakaj te poslušajo, tretje pa, da boš lahko s tem nekaj zaslužil oziroma preživel, a ne? Ja, in kle vlog, recimo, jaz, ki ga gledam, te zelo hitro pozicionira v ta sredino funnela, kjer boš ti ljudem, ki te že poznajo, dal nekaj več, a ne? Nekaj več, da bojo oni več pozornosti tebi namenjali istočasno, marsikomu tudi pošerali, Murphy imajo pa zdaj vlog, da gremo gledati, ok, hudo, a ne? In daješ nekaj več kot sam muziko in je bi ga tako danes je, ne, sploh, ko se pogovarjava o personal brandih, če ti nimaš nekih teh mass media playerjev, kamor daš denar in so te oni projecirati, kot se rekel, te kaj so video stopnice, spotnice. Ja, tukaj bo. Ja, a ne, si točno vedel, kaj je the place to be, a ne. Kle moram iti, kle, ka pridem zraven, se mi to povrne, danes pa tega nimaš. Moraš pa sam basically to ustvariti. Danes je pa džungla. Danes je pa džungla, ja, točno to, a ne. Ampak vidiš, stari, ne, vse to, kar si rekel, je pač totalno res in tle tukaj enega dela pa pač ene pozornosti usmerjene v to, ne. In pač dejansko
sploh če si artist, ne, ti v bistvu brandaš sebe, kot artista, kot človeka in pač ne more to noben drug narediti zares, ne. Oziroma razen, če imaš ful srečo, da spoznaš nekoga, ki te pa totalno zna. Ne, in to se pač lahko pol dneva ali pa cel dan sem s tem ukvarjaš, pa izkusne. Ampak marketing-wise, tako, če iz te prizme gledam, po moje collaborationi so tako nekaj najboljšega, kar lahko kot artist danes delaš. Neki dobri collaborationi, ali so to featurei, ali so to neki skupne plate, skupni komadi. A veš, ker če je to band na drugi strani, ki ima že zgrajeno neko skupnost, ki mu zaupa, ki ga posluša, pa on tebe da zraven in pokaže, mogoče še malo behind the scenes, kako ste vi so ustvarjali, pokaže še vaše karakteristike, zakaj se ujemate, da so to neke podobne vrednote. Imaš ti veliko večjo verjetnost, da bojo te ljudje, pač, ko ti daš neko to pozornost čez, šli tudi k vam. Da gremo še malo njih poslušati, oni so pa kulsni. Tako da ja, in sploh na social mediji s temi nekimi koleb posti pa to največ riča dosežeš. No. Sploh pa imaš kontrolo nad tem, koga dosegaš, da ne strelaš sam na slepo, kaj bi za Etsy recimo. Ti oglase bi postavil, bi rekel, zdaj bomo dali mi naš videospot na YouTube in bomo ta videospot porinili, ne vem, 10 jurjev in bo ta videospot se predvajal kot oglas na začetku nekega drugega benda. A veš, kaj ti imaš na YouTube tako, da lahko vklopiš monetizacijo? Ste se s tem kaj ukvarjali? Mislim, da smo nekaj. Ja. Torej, kar pomeni, da ljudje, ki bojo gledali tvoj video, če ga ti monetiziraš, bo na začetku pač oglas. Ja. In ti lahko kle svoj video dejansko pušaš. 10 jurjev, Ja, kaj tazga ne bi po moje rabi. Ja, 10 jurjev je že globalno pol kampanja ali kva. Kva pa vem, stari. Ni za folk v Sloveniji daje 10 jurjev za YouTube video. Jaz sem mislim v Sloveniji, ne, v Sloveniji po moje, da ne. Noben artist zihar ne. Ker bi ga videl pol posod. Ko bi bilo to gledati. Ja, noro. Ampak v to je fora, da ti danes organically, organsko, lahko dosežeš večje cifre, ki bi jih s temi 10 jurji. Jaz sem kaj, to je pa pol algoritem, kaj ti mora posrati. Konsistenca, pa long form, short form kombinacija. Predstavljaj si zdaj, kako bi izgledal, tako malo filozofirava, kako bi izgledal, če bi vi zdaj 2 leti, vsak mesec, objavili 10-minutni video behind the scenes, kaj se dogaja z Murphyjem. 2 leti tega. Na koliko bi vi vaš channel zbildali s tako vsebino in kam bi pol video spot objavil direkt na isti channel, koliko več ljudi bi to kar naenkrat videla. A veš, in ti bi si pač na ta način lahko ful dosega mogoče dubo. Je pa spet fokus ni sam pol na muski, ampak je na temu. Je to stari. Mi smo probali že dosti v to neko smeriti, pa pač full nek content, pa to stari, sem nas tu požraj človek. Ško si gremo pol na živce, stari. Ja, verjamem, ja. Tako veš, ko da bi prišel v plec, se dobimo, kam imamo vaje, pa že kar 3 telefoni vklopljeni. Kaj pa ti danskej? No, se to. Pač ja, ampak no, kar je pač mogoče pri nas prednost, da pa še zmeri muska, in na nek način, kako se to glupo slišam, ampak na nek način, če narediš hud komad, dobiš pozornost, ne? Tako da je poluno, ne, valjda se boriš, pa valjda probavaš načine, kako zdaj pač tu čim več ljudi vidi, ne, ampak je problem v tem, ker pol trpi the real content, ne. Mislim, point, za kva smo tle, stari, ne. Da delamo fucking muziko, da delamo špile, ne. In je problem, mogoče tudi za veliko drugih, verjetno artistov je problem, ne, da se pač moraš tukaj boriti s tem prostorom, social media in vsem tem sranjem, da v bistvu pozabiš, kaj je fucking point. Ne, point je pa pač, da ti narediš dober produkt, razumeš, ne. A misliš, da bi se to eliminirali, če bi bil sam malo bolj potrpežljiv? Ali pa, da bi malo znižil ambicije oziroma... Pa se skozi tle balansiramo, se to je pač ongoing thing, ne. Se je pač ni zdaj to, da smo mi zdaj pa pogruntali, kako pa moramo, pa kako ne, pač to je skozi tako, ne. Pa se pač zapreš, pa mi pol delamo to muziko, pa pač pozabiš na vesta social shit, pa pol mogoče fuck, like a motor piece, social, shit, kaj smo mi delali, fucking muziko smo delali, shit, ne. Pa pač narediš dober komad, pa vidiš, imamo pač rek, dokler je muzika dobra, vse dobro, ne. In to je dejansko pač point, ne. Zato, ker pač mi bi lahko, ne vem, kva vse, še ekstra delo za social, ampak če mi ne bi imeli komada, 2, 3, ne, in to je ful pomembno, ne. Mislim, to je point, smo band, razumeš, ne.
tu na ta način v bistvu staneš pur svojemu poslanstvu, oziroma... Čim bolj, čim bolj, zato ker če zapostavljaš ta del, se ne razvijaš in pol ne greš naprej. Kar je v bistvu spet ena stvar, ki jaz ful občudujem oziroma se vzemem kot inspiracijo pri ljudeh, spet mogoče kak Bowie ali pa Gary Oldman, ki vidiš, kako se v bistvu razvijajo skozi cel svoj life, pač kariero in kako se v bistvu reinventajo sami sebe. Bravo, to je zelo rekel, in tu je meni v bistvu en pač poglavitih ciljev, ki jih imam tudi jaz v svoji karieri in v lifeu, da v bistvu ne, pač mi smo una plata, nam je res ratala, ne, in pač zdaj pa narediti naslednjo plato, ja, pač in greš pač spet v en proces, kjer pač spet moraš upati in spet biti spet eksperimentirati in spet biti se fucking razgaliti svoje duše in vse skupne, ampak meni je na koncu tu point in zato rabiš tudi v bistvu se tako naštimati in sebe in band in vse skup, da to pač se lahko dogaja, ne. Se pravi, da si naložiš glih prav dela in da si postaviš neke cilje, ki so kakor tukaj dosegli, pa to govorim pa za naš primer. Ampak da v bistvu v sklopu vsega tega, kar delaš, da v bistvu jaz moram zase čutiti, da skozi nekaj pač se razvijam, ne. In tla je pač problem so distrakcije, ne. In zato mi tudi pač, ko gremo v studio, pač to je nič drugega ne obstaja. In več, ko bi bilo lahko tega, več bi lahko mogoče naredil zanimivih novih stvari, ne. Ampak spet pa ne moreš pa skozi biti samo v studiu, moraš iti tudi pač na more za nekaj cajta, pa pač se odklopiti, tako da pač to so skozi neke te balansijage. Ja, mislim, itak te bo okolje prosilo v to, da se prilagajaš na spremembo, ne, kakorkoli obrneš. In se to je, Einstein je rekel, da je inteligenca zmožnost prilagoditve na spremembo, ne. Da bolj, ko si ti zmožen prilagoditi se na spremembo, ko se ti zgodi, ne, bolj načeloma si inteligenten, če ne govoriva zdaj o tem IQ-ju pa teh zadeva. Ampak inteligenca v praksi, ne. In ti, to, ko si rekel, reinventanje, ne, to v bistvu je to, ne. Ti dobiš nek feedback iz okolja, dobiš nek feedback iz notranjega sveta, ne, in zdaj kaj bom jaz s tem naredil? Ja, neko novo verzijo sebe, kar pomeni, da mora stara včasih tudi umreti, ne, in takrat je neprijetno, je bi ga, ne. Ampak pol vam pa pride ta Feniks, a ne, kako bi rekel, poetično, iz pepela. Še vsi bi radi bili Feniks, sam noben pa ne bi rad gorel, ne. To je bilo še bolj poetično. Ja, še bolj, evo ti. Darja, ki te je kontaktirala, ne, je naredila malo researcha in vmes je en stavek, ki pravi, Gregor meni, da umetnik danes ne bi smel biti tisti, ki kaže bolečino, ker vse že boli. Ja. Evo, to je v bistvu tisto, kar sem prej že malo govoril o tem, da sem pač, ne da moram musko odpirati, pa da koliko sem jaz prej mogoče v neki fazi pač kaj to patetiko zganjal, pa te stvari, ne. Ja. Se mi zdi, da je neko poslanstvo, mogoče sploh glasbenika danes, pa ne zdaj, da neke podsenske variante, pa dejmo se ga, pa ne vem kaj. Ampak sem tako pač, mislim, da moramo mi iskati rešitve, pa da moramo biti ona druga opcija, ne. Ja, se zaključiš pol, umetnost mora pokazati drugo pot, pozitivno svetlo. Ja. Ko je bilo vse cool, so umetniki pisali depresivne komade. Zdaj, ko je vse narobe, pa pišejo pozitivno. Ja, exactly. Isto pač prijateljčki, ne, so nastali v času covida, ker pač verjetno je bilo instinktivno vsak se delal, oziroma so delali bolj depresivno muziko, ne, mi smo pa glih kontra užgali. Se mi zdi, da zaradi tega je tudi ta komad mogoče tak zeitgeist, ki je predstavil neko alternativno opcijo, kar je, veš kaj, jaz se dosti sprašujem, pa se probam ne spraševati, ker me to malo blokira, ampak kaj bi povedal zdaj spet, pa o čem bom pisal, pa take stvari, ne, veš, ampak živiš ta life in vmes se ti zgodijo stvari in ti jih pač nekako reflektiraš in probaš pač nekaj pametnega dati ljudem, tako jaz gledam. A čutiš odgovornost, ko daješ to ven? Čutim odgovornost v nekih momentih, ampak se mi zdi, da v samem procesu, pač v samem kreativnem procesu, ko se dogaja, pa ne smem čutiti, oziroma tisto je pač igra, tisto je zabava, jaz sem pač lahko neko gledalo postavim, jaz pač spet na konc dneva, jaz nisem nek pametnjakovic spet, ne, jaz pač lahko nekaj povem in to je to. Sama, veš,
kaj nekaj poveš, pa imaš toliko pozornosti, pa toliko ljudi si ustvarjal v svoji glavi neko verzijo tebe, ki je mal na pedestalu ali pa so tako, on je pa res kralj, da je tretje. Kako to handlaš, da v bistvu obstaja toliko verzij tebe, ki te ljudi pozna? Kako veš, kaj si še vedno? Ja, tako v bistvu to je pol neka javna lastna, neka javna podoba. Jaz kot ta lik iz benda. In pač ja, se sem na nek način, se sem jaz tu, mi smo tu ustvarjali, se pač nimam se zakaj zaprtoževati. Yep. Ampak meni osebno sem pomembno, da v bistvu vem, kaj je tu, pa vem, kva sem jaz in vem ljudi, ki imam okoli sebe, vem, kaj je, da vejo oni, kdo sem jaz in jaz vem. In tu mi je v bistvu najbolj pomembno v tem kontekstu. Zdaj pa pač, kaj pa predstavljam v javnosti, je pa tako, ne vem. Vsak čez svoj filter. Stvari javnosti. Vsak čez svoj filter vita, ne. Ampak zanimiv je, ker bolj ko dobivaš to neko potrditev iz strani publike, ne, da si res car oziroma da ti gre dober, da si res uspešen. Bolj po eni strani je to test za to, kar v resnici si. Ker ti si že ves čas isto. Ne. Ja, mislim. Zdaj se tukaj ustvarja neka nova identiteta. Ja, je bilo neke stvari sem se res mogel naučiti, pa tako pač veš, vtipkati not v sistem, pa malo reprogramirati neke kode, ki so bile zapisane v nek normalen life, ki sem ga imel prej. Yep. Tako da ja, tu sem se mogel dosti stvari naučiti, pa sprijazen, pa ne vem, pač valjda so pozitivne pa negativne, ne. Ampak kaj pa vem, ne, mislim, še vedno sem lahko čutim privilegiranega, da lahko delam to, kar si res želim, pa kar čutim, da je bilo moje poslanstvo, kar se pač ne, ker ni zdaj tu samoumevno v nobenem primeru. In ne vem, meni se zdi, da dokler jaz vem, da to, kar delam, da me osmišljuje, pol imam drive, ne, tako da itak ne vem, kva bi lahko drugega teklo. Vse to, ja, mislim, to je jasno, ne. Mike Tyson je enkrat rekel, Francis Ngannouju, ne vem, če kaj spremljaš to sceno. Poznam, ja. Ja. No, je enkrat rekel, kaj je Francis bil na vrhuncu, ne, mu je rekel, when you're favored by God, you're also favored by the devil, ne. Remember who you came to the dance with. Veš, iz tega vidika, ne, ko pride ta slava, kakorkoli lahko to rečeva v Sloveniji, zares, no, ampak pride, jebi ga. Pride zraven tudi ta velika možnost, da te spodnese v neko smer, kjer pozabiš, kdo v resnici si. Ja, to je ful hitro se zgodi. Ampak moram reči, da tako, tudi večina ljudi, ki jih jaz poznam iz te scene, ki so recimo prepoznavni, pa to se mi zdi, da gre vsem ful v redu. Ne, tako, kar se tega tiče, ker ipak živimo spet v Sloveniji, ker ni to spet tukaj. Res je. Verjetno, če si nek Taylor Swift ali pa Post Malone, je to fucking resna dimenzija, ne. Mislim, tu pač nimaš več life-a, pač privatnega skoraj, ne. In pol pač, se spet pravim, ful je pomembno, kakšne ljudi imaš okoli sebe, se mi zdi, kako si jih zbereš in malo sreče seveda rabeš, da so tu ljudje, ki so s tabo, zato, ker pač, ne, ki te imajo radi zaradi tega, tudi zaradi tega valjda, ker si for the public, ampak predvsem pa zaradi tega, ker si do njih, pa ker so oni do tebe. In tlaj se mi zdi, je pol ta varnost, ki jo pač lahko čutiš, ki jo jaz lahko čutim, ker vem, da imam take ljudi okoli sebe. Tako da imam pač srečo, pa hkrati tudi sem hvaležen njim in samo sebi, da se teh stvari zavedamo. Ja, včasih, ko si verjeten v delu in vseh teh zadevah, se večkrat spomniš na to, a folku okoli sebe poveš dostkrat, tako, res vas imam rad. Ja, dostkrat, ja, itak, ja. Mi smo pač ful tako, itak v bendu, pa tudi pač moj pač ožji krog ljudi, pač smo full tight, ne. Tako da je vsem dosti jasno in imamo ta svoj nek mehurček, v katerem se lahko počutimo vsi pač chill, oziroma
Jaz to pa, verjetno drugi tudi. Da izhaja iz neke ljubezni. Ja, itak, to je pač ful lepo. Tako da, ja. To, kar pomaga, ja. Pomagajo, prijatelji pomagajo, prijateljčki, ne. Prijateljčki pa sploh. Prijatelji pomagajo, prijateljčki pa sploh. Kako vam je bilo pa, kako vam je bilo? Kako ste handlali tisto obdobje COVID-a, ko pač špilov ni bilo, svet se je malo shiftnul? No, tisto je bilo za nas najbolj plodno obdobje, takrat smo pač basically naredili celo to plato, ko se je tako se je razvilo, da smo pristali v studiu za 2 meseca, v bistvu smo tam živeli vsi, ker smo bili pač vsi smo bili samski, pa žarej v letu, pa smo kar tam živeli, pa delali muziko, pa nas je pač bolil. Tako da smo imeli spet nek privilegij. Hkrati se mi zdi pa, da smo tudi ful velik dali pol nazaj ljudem prek tega in to je bilo tudi v bistvu, iz tega je cel naš pol ta velik uspeh, ki smo ga pol doživeli v bistvu zaradi tega. Za nas je bil ful dober moment, plus tega, da pol takoj, ko je pač spet malo stvari začelo odpirati, je bil 1 let, 1 sezona ali pa mogoče 2, ki je bil nerealen hype, ker smo šli iz tega, da smo bili pač, smo imeli neke špile, pa smo imeli 100-200 folka, ki je v klubu, pa tako gor, pa dol po teh, do tega, da smo kar naenkrat je bilo tudi 1000, ali pa še več, tako da tisti je bilo 1 let, 2, pa je bilo pa spet bad, pa je bilo pa 2024 je bil kar zajaben let, ker se mi zdi, da je pa malo usahnil ta hype tega, da pač zdaj je bil COVID, pa nismo smeli nič, pa zdaj smo lahko spet vse, pa je bilo, zdaj smo pa spet nekje tle, pa so vleteli še globalni artisti na hard turat, in kako sem prej rekel, da kar naenkrat je pač Adele konkurenca za 10 slovenskih špilov, če je 300 € karta za Adele, pol pač ti ne moreš iti na 10 slovenskih špilov za ta denar, če tako pomisliš. Pa Robbie Williams je tudi koncerte na polno takrat delal, pa svašta še eni drugi artisti, vsi v bistvu, vsi tudi še zdaj, vsi so on tour, in to pomeni, da pač folk rab 10 ur na let, če hoče pogledati svoje artiste. S temi cenami res, ja. Ja, v Sloveniji smo pa še zmerno 20-30 €, mi si pač več kot 30 si ne upamo zares dati, Tako da... Kdo pa je vaš tako, kdo največ posluša? Ste delali kdaj kakšen research ali pa tako? Mislim, če ste se čisto pogovarjali. Folk med 20 pa 35. Ampak verjetno se tudi ljudje, ki največ uporabljajo Spotify, recimo, če greš konkretno. Ali pa tudi pač Instagram, se mi zdi, mislim, kaj pa vem, ampak generalno jaz bi rekel, 20 do 35 folk. Ampak tudi mlajši ful, tudi otroci in tudi ful starejši in pač, mogoče glede za tukaj vsi so pa tako, prečna starost. A je fokus na njemu ali na... Da ne upoluno, sem ti rekel, veš kaj. Kaj pa za naprej, ko gledaš zgodbo Murphyja? Pa rečva bližnja prihodnost, rekel si kaj, nova plata? Ja, definitivno nova plata. Da pač tu je v bistvu prioriteta, da je pač najjača muzika, kakor je pač lahko, da se imamo dobro, ko jo delamo. Špilov imamo zdaj malo manj, ker hočemo imeti manj špilov, pa tako, da je pač jače, ker nam je tudi dobro, da nismo skus na teh špilih, ki pol ti zmanjka energije za kreativo. Pa pač regijsko bi radi čim bolj razširili, Hrvaška, Srbija. In zaenkrat imamo ta nek enoletni cilj, recimo, to je enoletni cilj. Hudo. Koliko ljudi pričakujete tako zdaj na špilu, naslednjem? Kdaj naslednjem špilu? Konc meseca imamo manj špil v Budimpešti, pa pol imamo v Kranjski gori nek Halloween špil. Hudo. Ja. Skle Kranjska verjetno ni toliko velik event, ali bo tudi... Pa je, da je kar, ne vem točno, kje je. Mislim, jaz ne vem. Po mojem rabo vedeli. Ja, po mojem, daj prite na špil, sicer ne vem kam, pa ne vem kdaj, ampak v Kranjski gori. Spremljite naš social media kanale. Pa pač ne vem, mislim, se je zgodilo tudi, mislim, leto smo imeli v Škofji Loki špil outdoor, ki bo pač, ne vem, 3-4 ure folka. Hudo. Pa smo imeli pač solo špil. In se nam kar zgodi, zdaj pa tudi, ne vem,
ko delamo tako na vstopnino neke dogodke, tako kar pride pod šuka, tako, mislim, ful nam je dobro, ker smo malo poštekali, se mi zdi tudi ta, veš, da smo se lovili zdaj, a smo mi klubski band, a smo outdoor band, a smo mi za festival, kva smo točno. In zdaj se mi zdi pa, da kar zadnje cajte nekako, vsak špil je pač približno tako, kar bi mogel biti. No. Hudo, ja. Zrelost. Ja, ful mi je dobro, zato ker imam raj manj špilov, pa da je vsak špil res in pa si lahko vzameš inside za nahajpat ga in veš in je, in mi pridemo, špil, veš, imaš pa 5 špilov v enem tednu, si pa že proti tretjem, tako, pa že proti drugem. Imel sem Tilen Hudrap, veš, da je? Tilen Hudrap je v bistvu edini Slovenc, mislim, da se je preživljal, ne ima se še, ki se je preživljal z metal musko. Metal musko, igral po teh bendih v Nemčiji itd. Je rekel, da so imeli v enem letu, ne vem koliko, zdaj se ne spomnim, nočem reči cifre, ampak tako absurdna cifra špilov. Ja. In da je na enemu temu koncertu, da je pač, ne vem, kako se temu reče. No. Headbangu in da ga je sam zmanjkal. Ja. Ampak ne iz tega vidika, da je bilo to enkrat, ampak se je nabirala, ne. Rekel, izgorela ščista, ne. Ja. Poznam jaz te zgodbe. Ja. Ampak kakšni bližnji tvoji? Tudi, ja. Ja. Mislim, da imam pač poimensko, ampak vem za pač ljudi, ki so imeli res ful probleme s tem. Pač izgorelo se enostavno malo več. Jaz sem imel tudi pač letos ta moment, ko sem imel to emo, vodo, plato smo snemali, pa še praznik smo imeli, to je bilo tako vse v 4 mesecih. Pa še ful špilov zdraven, pa še vsega Boga. In sem pač tudi jaz imel tako kar ene mesec pol, kar tak hardcore. Ampak še vedno si ne predstavljam, ampak če si ti res neka globalna scena, če pa res je tu na nekem res levelu. Ne. Ja, mi smo še zmer mehni ful. Pa je že za nas, da je ful tako zajemno. Jaz sem dam kapo dolu, sem tem artistom velikim, karkoli že delajo. A se vidiš kdaj na neki globalni sceni, tako, ki mogoče imaš neke vizije, a vleče tja, ali bolj chill? Smo že probali malo iti ven, po Londonu smo se svalkali neki, 2 let. Svalkali? Ja, svalkalina. Ja, ful je zajebano, mislim, meni to čist dogaja, jaz bi takoj, ne. Sem pač mi smo šterje, imamo pač tle life tudi in to je pač itak spet, mogo pač vse zdaj tle odjebat, pa iti pač tja. Mislim, jaz bi šel, sicer. Ampak je pač ful veliko tle ljudi zdaj odvisnih od nas, tako da vse so različne poti. Malo mi je težko reči, da bi rekel, da se vidim, ker je preveč, bi rekel. Ampak bi pa definitivno rad delal tudi na drugih področjih, ali pa z artisti iz drugih držav, karkoli. Nekaj si bom že najdel. Me zanima. Če bi lahko z enim artistom delal tako, kjer bi bil, koga bi izbral? Kao za kolab, da bi se njim musko delal. Kao kot za njih. Da narediš z njim recimo en komad. En komad, kao nekuje. Čakaj, dodam. Živ ali mrtev? Živ ali mrtev. Ja, pol bi bil po moje Bowie. Bowie, ja. Zakaj Bowie? Zato, ker je glih mrtev. Ne, pa se, ne vem, mislim, jaz njega sem respektam, res iz toliko različnih vidikov, da je pač, tako mi je tak complete artist, ampak jih veliko drugih tudi respektam, ful ne postaja samo on, zdaj sem njega omenjal. Ampak, ne vem, meni v bistvu mogoče tako v interesu ful, da bi pač, sem da se dela, veš, meni je to pomembno, zdaj tako je ful cash v igri, ali je ful to zdaj blazno pomembno, ali pa tako, ne, pač, ker tudi mi bi lahko delali s ful pač pomembnimi producenti, ali pa tako, ker zdaj bomo mogli ful casha dati, ampak taki ljudje ti vedno rečejo, this is good shit, man. Karkoli jim daš, bi tam kar nekaj jim da, bi rekli, good shit, tukaj pač da mi denar, pa nekaj bom naredil, ne. Razumeš, tako da, meni v bistvu
jaz rad spoznavam ljudi prek muzike, rad se pač povezujem prek tega, tako da tu mi je vedno kulno in pač valjda vsi se poznamo v Sloveniji in zdaj se že vsi poznamo in je pač sem tako, ok, da vidimo, če še kdo kje obstaja, pa da smo si zanimivi, pa tako ta moment. Tako, tlaj smo zdaj nekje, tako malo tipamo folk, pa tako. Sem, da se dogaja, pač, da se dogaja, to je to. Pa da se zaštekaš, ker sploh pri muziki, če se ne zaštekaš, ne vem, kako lahko narediš dober komad. Vsi smo, ja, mislim. No, in če lahko karkoli dobrega narediš z nekom, če se ne šteka. Ja. No, isto, kamorkoli projeciraš. Exactly. Ja. A je kakšen slovenski kolab v igri, ki ga lahko poveš? Ne, ker ga ni. Okay. Ker ga dejansko ni. Fair point. A je Ja. kakšen kolab s kakšnim tujim bandom? Ja, nekaj se pogovarjamo, pač to žal ne smem povedati, ker ni pač ne zihra čest, ne nič, All good. ampak definitivno bomo pa sigurno v naslednjem letu s kakšnim tujcem kaj naredili, mislim, če ne drugega, že tako sem zaradi fore. Jaz sem pač to ful želim. Ja, kakšni Dubliners, ja. Ja, star, ja. Zdaj gor, no. Zdaj smo imeli idejo zdaj na Irskem. A ne bom povedal, presenečeni. Stari. Ne, Ja. sejkol, respekt. Ja, kva pa iz vidika tega ekstra fun parta dela? Torej, to, kar ste se imeli najbolj, verjeten, glede na to, kakšno muziko špilate, pa kakor sem tebe zdaj spoznal, verjeten je bilo tudi kar nekaj enih anekdot po poti, ki so se vam zgodile. A lahko kakšno pošeraš, tako kakšno tako? Veš kaj, to vprašanje, pol nikoli ne vemo, kaj odgovoriti, ne? Pa pol, jaz pa Rok zmeraj rečemo na to vprašanje, da smo enkrat v Ravnah imeli špil in smo dobili za večerjo eno lazanjo, ki je imela full sejra gor. To je to. To je najbolj bedna zgodba na svetu. To je to. Ja, keeping it exclusive, to je to, stari, ne, respekt. Povej mi, kako se počutiš, a ti je bilo good? Meni je bilo super, star. Ja, Spil, trikrat sem ti šel scat, spil sem vse, kar si imel. vode si spil, Vode. stari. Mislim, da bo račun malo pogled, če bo kaj zrastel. Tako da hvala za povabilo, no. Res fajn. Z največjim veseljem, veš. Zgledaš pa cool, malo si podoben od Fontaine, zdi si pevcev. Kjer? Ja, čez oči, stari. To mi moraš povedati, kjer, da vidim. Komu je ime? Si, stari. Ja, pevce pa kaj že neki Greenan, Keegan, Brian. ne, Graham. Aha, ok. Mislim, se on je seksi, da ga imaš misel, da bi Ja, ne, hvala, res, hvala. Se imam tudi jaz ogledal doma, veš. Velika. Ja. Ja, hudo, stari, no. Eno vprašanje imam za vsakega gosta. Če bi jutri umrl, kaj bi danes sporočil svetu? Fuck. Dajte. Fuck, stari. Če bi jaz jutro umrl, jaz ne bi nič sporočil, stari svetu. Jaz bi šel. Po mojem bi šel v plac, stari. Da si poklical ene par kolegov. Pa ti igral, ne vem, fucking neke igrice. In to je moje sporočilo svetu. To je bilo ful slabo, ne zdaj? Bilo je tvoje. Ja, ne vem, kako starih. Se mi zdi, da sem že preveč stvari povedal v svetu. Zdaj moram začeti počas prakticirati to, kar sem povedal v svetu. Hudo. Tako. No, ne moram biti pameten preveč. Prav zadnjič, enkrat sem neko podobno vprašanje dobil, pa sem nekaj ful lepšega povedal. Ne počutim se poetično zdaj. Ja. Ja. Malo mi je žal, da to ni bilo odkleja, da si to že iztrošil iz sebe, ampak le bomo vzeli to, kar si dal. Pač danes ni dan za genialnost, ne? Ampak je dan za nekaj drugega in vsak dan je dan za nekaj. Ne? In to je treba embraceati in tako je treba živeti življenje, chill out in jutri se bomo pa spet zbudili, verjetno. Ne? Če bomo imeli srečo. Ja, eni se pač ne bojo. Ne? Ja, nič. Če je bilo zdaj že skoraj v redu. Ne? Lej, ne sekeri se. Nekaj izrez ven. Gregor Strasberger, v čast mi je bilo, hvala lepa. Hvala. Pa veliko sreče z vsema, ne?
Lepo bod. Pa vi tudi. Kat!